Tommy Robinson je bil pridržan na letališču Heathrow zaradi domnevnega terorizma. Njegov pravi zločin je razkrivanje dejstev o tolpah, nezakonitih migracijah in razkrivanju tragedij, ki se dogajajo, medtem ko jih vlada poskuša skriti pred javnostjo. Kaj bi se zgodilo, če bi jutri postali predsednica vlade? Kaj bi spremenili? Ustavil bi islam, končal bi tuje financiranje v tej državi. Vse migrante bi odstranili iz hotelov in jih vojska že jutri poslala nazaj. Odkot ste? Hvala, gospod. Tommy Robinson je bil aretiran, ker je po mnenju Združenega kraljestva očitno terorist, ogromna grožnja za ljudi v Angliji. In to se seveda zgodi ravno takrat, ko Anglija napoveduje, da poskušajo prepovedati družbena omrežja za mlajše od 16 let. Ker Kanadoma, za razliko od primerov z zlorabljajočimi tolpami, jim je mar za zaščito svojih otrok, vendar pa ne prepovedujejo aplikacije Blue Sky, ki je leva politična aplikacija. X bodo prepovedali za otroke, ker je bolj desno usmerjen. Saj ljudje tam dejansko delijo svoje resnična mnenja. Ampak Blue Sky pa ne bodo. In pripravljeni so aretirati Tommyja Robinsona kot terorista. Pojdimo v podrobnosti. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Meira K., vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, vklopiti obvestila, všečkati video in narediti vse potrebno, ker ste zdaj del našega gibanja za odpor. In vse se začne s tem, da izpostavimo norost aretacije Tommyja. Kot je tukaj objavil 13. junija. Spet sem terorist. Danes so me na letališču Heathrow pridržali za skoraj 3 ure. Bil sem pridržan po 3 členu zakona o preprečevanju terorizma in varnosti meja iz leta 2019. Policija mi je zasegla telefon. Torej, spet smo tukaj. Videti je, da bom spet imela stroške za obrambo in sodne takse, za božjo voljo. Oprostite, popolna norost. Prosim, pomagajte prispevati v moj sklad za pravno obrambo. Mimogrede, zanimivost, Elon Musk je bil eden izmed tistih, ki so podpirali Tommyja Robinsona, ki je zdaj postal bilionar, kaj ne? Podpiral je Tommyja Robinsona v številnih njegovih pravnih bitkah proti sistemu, ki poskuša utišati Tommyja Robinsona. In tukaj smo, da govorimo o tem, zakaj tako močno sovražijo Tommyja Robinsona. Kaj je člen 3? Za tiste, ki tega ne veste, člen 3 je obtožba terorizma po zakonu o varnosti iz leta 2019, ki uvaja novo kaznivo dejanje, priprave na storitev dejanja, ki ogroža življenje z uporabo eksploziva. Torej iz nekega razloga mislijo, da imajo nekakšen dokaz, da načrtuje uporabo eksploziva, kar je čudno, saj je on veliko bolj politična osebnost. Oseba stori kaznivo dejanje, če se pripravlja na dejanje ali izvaja dejanje v pripravi na dejanje, ki ogroža življenje. Dejanja vključujejo uporabo eksploziva. Oseba namerava ukrepati zaradi političnega, verskega, ideološkega ali podobnega namena. Res zanimivo je razumeti, katere eksplozive mislijo, da Tommy Robinson namerava uporabiti. Razen, če je njegov govor tako eksploziven, da to štejejo za problem. In vemo, da je v Združenem kraljestvu tako. Torej, Amy Mack, s katero ste vsi že seznanjeni, vodi to izjemno organizacijo z imenom RARE, ki je veliko razkrila o ameriškem prevzemu islamizacije, piše tole. Britanski režim je pridržal Tommyja Robinsona na podlagi protiterorističnega zakona, ko je bil včeraj na letališču Heathrow in mu zasegel telefone kot navadnim kriminalcem, ker so se lotili nekoga, ki govori resnico. Ne zato, ker bi bil terorist, ampak zato, ker je edini pogumen človek, ki razkriva množični islam in tolpe za zlorabe, ki posiljujejo tisoče britanskih deklet, medtem ko politični razred gnusno prikriva in ščiti te pošasti ter izdaja lastne otroke. Prav tako želijo njegove stike. Želijo utišati mrežo, ki se bori za nedolžne. Zanimivost, Tommy Robinson me dejansko spremlja na X, kar vidim kot izjemno veliko čast. Ponovno, ne strinjam se z vsem, kar ta moški počne, vendar dejstvo, da je pripravljen tvegati vse, da bi se boril proti prevzemu, je nekaj, kar bi morali vsi podpirati in ceniti. Ampak on dejansko žrtvuje svoje življenje. Mislim, čeprav predvidevam, da vsak dan prejema grožnje s smrtjo od islamistov, pa vendar žrtvuje svojo kakovost življenja, saj je bil aretiran, pridržan, preživel je čas v zaporu in tako naprej. Vsi morajo zdaj vedeti, da strahopetci, ki zadržujejo Tommyja, pregledujejo njegov telefon, imajo neposreden stik z vsemi nami, ki nočemo molčati. Upajo, da bodo prebrali vsako sporočilo, še posebej moja, ker jih imenujem za smeti. Oni so izdajalci, ki pomagajo in podpirajo uničevanje mladih deklet, svoje države in vsega spodobnega. Prodali so se za moč, denar in islamske glasove. Tommy je junak za Britanijo in Zahod. Podprite ga, resnice ne bodo ustavili. In to je opozorilo ameriškim konzervativcem. Ne bi smeli več potovati v Britanijo, za nas ni več varno. Zavrnila sem vsako povabilo za govor tam. Verjamem, da bi me ubili, če bi stopila na njihova tla. Torej, to je slika Amy in Tommyja. Ampak poglejmo si še malo bolj podrobno, kaj se je zgodilo. Torej, za tiste, ki v resnici ne veste, kdo je Tommy Robinson, mislim, da je ta video zanimiv pokazatelj tega, zakaj se zavzemam. Kaj bi se zgodilo, če bi jutri postala predsednica vlade? Kaj bi spremenila? Ustavila bi islam. Končal bi tuje financiranje v tej državi. Vse migrante bi odstranili iz hotelov in jih vojska že jutri poslala nazaj. Obrnil bi migracijo, uvedel bi remigracijo. Čas je, da mnogi muslimani zapustijo to državo, če ne bodo zelo podobni nam. Čas je, da gredo domov. Vi imate svoje domove, kamor lahko greste. To je naš dom. Mi nimamo kam iti.
Ne bomo več dovolili, da se to spreminja. Danes ste videli, ljudje imajo dovolj. Ljudje imajo dovolj. Utihni. V redu, to je nekako tisto, za kar se zauzema. In spet, ljudje ga imajo za rasista in skrajnega desničarja. Moram pa reči, da bi tudi jaz pred 20-25 leti tako mislila. Wow, to je zelo intenzivno, kaj govoriš? Čeprav mislim, da se takrat sploh še nisem rodila. Ampak v redu, to je druga tema za drugič. Kar se mi zdi neverjetno pri tem je, da ko to danes poslušaš, si misliš, da ima to res veliko smisla. Veliko smisla, ker ta islamistična stvar ni več povezana z verskimi svoboščinami in prijaznostjo do, veste, res prijaznih Indijcev, ki prihajajo in poskušajo preživeti v Združenem kraljestvu. Gre za invazijo, za prevzem in za to, da vlade ne naredijo pravih stvari, da bi to ustavile, ter da gre denar ljudi za to. Dejstvo, da naš davkoplačevalski denar plačuje to norost, mi je preprosto nerazumljivo. Zato se zauzema Tommy Robinson. In ljudje to imajo radi ali pa sovražijo. In spet, ima zelo intenzivno osebnost, vendar je takšna osebnost, s katero si res ne želiš imeti opravka. Odkot si? Hvala, gospod. Pazi nanj, sporoči mi, če pride za menoj. Res me jezi, stari. Lepo je, da se lahko pogovarjam s tabo. Seveda je dobro. Prijatelj, kar naredi že. Kaj si imel že 10 priložnosti, stari? Ja, kar poskusi potem. Ne dviguj roke tako. Troj, stojim tukaj. Kar mi pri tem všeč je to, da običajno, ko nekoga zasledujejo, bi bil nekako prestrašen, kot da ne, zasledujejo me. On pa je kot, v redu, vidim, da me zasledujejo. Torej zdaj, zakaj me ne bi napadli? Zdaj nočeš napasti Tommyja Robinsona. Preprosto nočeš ga udariti. Preprosto ga nočeš udariti. Ne samo, da te bo naredil slavnega, ker si ga napadel, ampak je tudi močen in sposoben, ter se ne boji umakniti. To je njegova osebnost. Ne boji se umakniti, zato je nekako neumno od Združenega kraljestva misliti, da bi ga morali pridržati in da bo vse potekalo mirno, ker ni bilo možnosti, resne. Da bi bil Tommy Robinson pridržan po protiterorističnem zakonu, kar pomeni, da morda v določeni meri uporablja eksplozive, naj bi se zgodilo, ne da bi kdo to opazil ali o tem govoril. Situacija v Združenem kraljestvu je zastrašujoča. Pridržanje Tommyja Robinsona je pokazatelj tega, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu. Tommyja Robinsona so pridržali na letališču Heathrow zaradi domnevnega terorizma. Njegov pravi zločin je razkrivanje dejstev o tolpah, nezakonitih migracijah in razkrivanju tragedij, ki se dogajajo, medtem ko jih vlada poskuša skriti pred javnostjo. Veš kaj, mislim, da smo danes postali skoraj predrzni, ker verjamemo, ko slišimo zgodbe iz preteklosti, kako so vlade res poskušale zatirati ljudi in jim niso dovolile povedati določenih stvari. In vsake toliko časa se pojavi junak, ki je nekaj naredil, se uprl in bil na to usmrčen. In nekako smo začeli verjeti, da se to danes ne more zgoditi, da se to zdaj ne more zgoditi. In potem vidiš, da imaš nekoga kot je Tommy Robinson, ki samo navaja dejstva in deli informacije, pa ga dobesedno nadlegujejo in poskušajo utišati. In nenadoma razumeš, da se pravzaprav nič ni spremenilo. Smo le v novejši, drugačni dobi istih stvari, kjer če se postaviš po robu vladi, ki te ne mara in ima veliko moči, bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da te utišajo. Upa si postavljati vprašanja in zahteva odgovornost od tistih, ki so na oblasti. Mi, konzervativci, smo preganjani. Poskušajo nas prepovedati, izključiti, utišati. Označujejo nas za rasiste ali fašiste, da bi nas ponižali in diskreditirali. Moramo se boriti proti tiraniji. Dovolj je. Demokracija je napadena. Spet ne bi šla tako daleč, da bi to rekla. Še vedno mislim, da imamo demokracijo, da smo v demokraciji, ampak gre zelo hitro v smer, kjer nam bodo, če ne bomo ustali, samo jemali vedno več in več naših pravic, kaj ne? Torej, administrativna objava. Tommy mi je naročil, naj vsem v Združenem kraljestvu prenesem opravičilo, ker je bil terorist. To je pravzaprav čudovita objava z njegove strani. Očitno je nekdo dobil njegov telefon, ker so mu ga odvzeli. Tommy mi je naročil, naj vsem v Združenem kraljestvu prenesem opravičilo, ker je bil terorist. Kakšen trol, kakšen popoln trol. Naj vas spomnim, Tommy Robinson že dolgo objavlja o teh stvarih. Islam je religija osvajanja, to je njegovo sporočilo. To je tisto, kar poskuša pokazati vsem. In bil je na turneji po Ameriki, kaj ne? Torej je videl, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu. Videli je, kaj se je zgodilo v Britaniji in na Irskem in tako dalje. In pravi, Amerika, zbudi se, zbudi se. Čas je, da se zbudite. Združeno kraljestvo bo v naslednjih 20 letih država z muslimansko večino. 1000% že zdaj je tako.
Medtem ko kristjani splavljajo svoje otroke, jih ubijajo, delajo iz svojih otrok geje in homoseksualce in potem si pridobijo še preostale mlade, ki jim uspe uiti splavu. Sami sebe spreminjajo spol in režejo ter pohabljajo svoje dele telesa. Islam se širi kot virus. Si bil v zadnjem času v Londonstanu? In zdaj je najpogostejše ime za dojenčke v Londonu Mohamed. Najpogostejše ime za dojenčke v Dublinu je kaj? Mohamed. Najbolj zanimivo pri tem je, da zdaj vemo, da je bil Charlie Cook usmrčen zaradi svojih mnenj. Bil je dobesedno odstranjen v javnosti, bil je usmrčen, bil je umorjen. In Tommy Robinson ne popušča, ne popušča. Ne popušča, čeprav je videl, kaj se je zgodilo ljudem, ki delijo podobna sporočila. Nedavno je organiziral ogromen pohod v Združenem kraljestvu, ker ga podpira toliko ljudi. In bil je zelo znan. In o tem smo veliko poročali, kako je Združeno kraljestvo v bistvu prepovedalo desničarskim komentatorjem, da bi prišli na ta dogodek. Kot da bi rekli, vi ste. Kakšna je bila točna formulacija? Ne nevarno za našo družbo, ampak grožnja civilnemu diskurzu ali nekaj takega. Lahko poiščem točne besede, pravzaprav bi jih morala, samo trenutek. Ni v korist javnosti. To je bila točna formulacija. Niste v korist javnosti. In potem je to spet opomnik, da hkrati poskušajo zagotoviti, da je javno dobro, varno in v redu. Prepovedujejo Twitter X za mlajše od 16 let v okviru prepovedi družbenih omrežij, vendar ne prepovedujejo Blue Sky. Zdaj popolnoma podpiram prepoved uporabe kakršnikoli družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Mislim, da so družbena omrežja popolno zlo. Mislim, da je tehnologija zlo in otroci ne bi smeli biti izpostavljeni temu. In ja, dokler nisi star 16 ali 18 let, ne bi smel biti izpostavljen tehnologiji. Ni dobro za tvoje oči, ni dobro za tvoj možgan, ni dobro za tvoje čustveno zdravje, ni dobro za tvoje socialne veščine, ni dobro za nič. Ne bi smel imeti tega. Vendar, če boste začeli prepovedovati družbena omrežja, zakaj ne prepoveste tudi Blue Sky in Blue Sky? Sky, za tiste, ki ne veste, to zagotovo ni oglas, je popolnoma levo usmerjen medijski portal. To je kot X, ampak za levico, prav? In tukaj širijo popolnoma grozne politične agende, kar že vemo. Torej niso prepovedani za 16-letnike. Torej Velika Britanija v bistvu forsira vso to zadevo. Tommy Robinson ni v korist javnosti. Je teroristična grožnja. Ne opazimo zlorabljivskih tolp, na katere opozarja. In prepovedujemo te družbene omrežja, ker so zelo slaba za mlajše od 16 let, ampak samo desničarska mnenja so slaba za 16-letnike, ne pa levičarska. Vse je politično. Vse je politično motivirano strani skupine ljudi, ki jih je strah, da bodo razkriti. A žal za njih so bili razkriti in njihova moč je omejena. In ljudje lahko vidijo, kaj se dogaja. In ko gremo naprej, postajamo vedno bolj skupina ljudi, ki niso rasisti, nismo ekstremisti, pravzaprav smo precej racionalni, pravzaprav lahko vidimo, kaj se dogaja. Želite trditi, da mlajši od 16 let ne bi smeli imeti tehnologije? Absolutno, strinjam se z vami. Želite trditi, da je terorizem slab za vašo državo? Absolutno, strinjam se z vami. Ampak ne odločite, da tukaj je in tam ni. Ne odločite, da lahko dobesedno dovolite teroristom, dobesednim priseljencem, da pridejo brez kakršnikoli omejitev in jih celo financirate. Ampak potem, ko imate osebe, ki vas zaradi tega izpostavljajo, pa pravite, da je to terorizem, to ne deluje, to ni v redu, to je nesprejemljivo. In to, dragi prijatelji, je razlog, zakaj se moramo upreti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.